Komisarske odločitve in sankcije, katere izhajajo iz teh odločitev, so med navdušenci Formule 1 v letošnji sezoni kar precejšen vir debat, pomislekov in zgražanj na raznih medijih. A nažalost, zelo malo ljudi se ukvarja s tem, kakšna je osnova za te odločitve, ki jih imajo komisarji, kje so lahko res sporne odločitve in zakaj pri vsem pravzaprav gre. Gre za pravila, zavzeta v 3 pravilnikih, bolje rečeno 2,5, katera niso tako obsežna, kot si marsikdo misli. Govoril bom o športnem pravilniku, tehničnem pravilniku in mednarodnem kodeksu FIA. Prva 2 sta točno definiranja na Formulo 1, tretji je pa splošen vsem svetovnim prvenstvom pod okriljem FIA. Športni pravilnik določa vse dogajanje v dirkaškem vikendu Formule 1, od prostih treningov, kvalifikacij, štarta dirke, poteka med dirko, varnostnega avtomobila, vsega, kar si lahko zamislimo v tem dogajanju. Določa tudi, kaj so listed parts, določa, kako mora potekati to podeljevanje pokalov na koncu, kakšna je organizacija, skratka vse. Zgleda zelo obsežna zadeva, a v PDF obliki skupaj s kazalom ima 71 strani. 40 je tistih strani, ki določajo vse dogajanje okrog dirkaškega vikenda samega. Vse ostalo so razne pritekline. A ni čudno, da lahko pride do nerazumevanja, spornih odločitev oziroma iskanja raznih sivin med pravil, za kar so nekateri vozniki zelo dobro poučeni. Tudi primer, ko komisarji lahko sami določajo, da bojo preiskali zadevo, lahko jih na to pozove direktor dirke ali ekipe, so malce tako lahko tudi sporni, kajti imamo primere, ko bi morali posredovati, a v resnici ne. Da se izognemo raznim teorijam zarote, tudi v korist Ferrarija. Najmanj na veliki nagradi Malezije 2017, ko je prišlo do trka med Sebastianom Vettelom in Lensom Strollom, ko so komisarji po njihovih besedah že zaprli monitorje, bilo je preko cilja, noben drugi pa ni jim to javil, naj preiskujejo. Isto na sporni veliki nagradi Kanade 2019, ko tisto dogajanje, ki se je vrtelo okrog Sebastiana Vettela in njegovega sprehajanja skozi bokse v nasprotju s pravilnikom, ni preiskoval prav nihče. Nihče ni javil, zaprli so lepo obe oči. Rezultati so homologirani in danes jih ne more več nihče spremeniti. Drugi dokument, še bolj zanimiv od športnega pravilnika, je tehnični pravilnik. Ta določa, kako so narejeni bolidi, pouhen skic, diagramov, standardov, obsega 111 strani. Vključno z vsemi parametri, ki jih mora imeti tako gorivo kot mazivo v Formuli 1. Tudi tu vidimo, da je možno kar precej svobode. In tudi tu v Formuli 1 v letošnji sezoni smo imeli 2 primera, v katerem prvem so se ljudje malce zgražali, ker jim ni bilo dovolj dobro pojasnjeno, zakaj gre. Pri drugem, ko bi se morali zgražati, so bili pa lepo tiho. Oba primera sta vezana na ekipo Alfa Romeo Racing in začnimo pri prvem. Kimi Räikkönen na kvalifikacijah za veliko nagrado Azerbajdžana je bil diskvalificiran iz kvalifikacij, to naj bi štartal kot zadnji, ker njegov prednji profil se je upognil več, kot to veleva pravilnik. Le za malenkost, mislim da milimeter, a vsi so se zgražali, pa kaj je le tisti milimeter. Pač pravilnik določa, da pod 60 minutni se lahko prednji profil upogne za 5 mm. 6 mm je že 20% nad tisto mejo. Meni se to malo ne zdi. Pravilna odločitev, pravilna sankcija, skladna s pravilnikom, kljub temu, da je izzvala kar dosti gneva. Na tisto odločitev, ki pa je bila s strani samega pravilnika izjemno sporna, se pa marsikdo ni spotaknil. Govorim o veliki nagradi Nemčije, ko so oba bolida Alfa Romeo Racing dobili s klopkami nastavljenimi tako, da so te vrednosti reakcije bile bistveno nad parametri, ki jih določa pravilnik. Oba voznika sta dobila kazni, kot da bi na primer prehitro štartala, a
bolida sta bila neskladna s pravilnikom. Ukolikor sta neskladna s pravilnikom, je edižna možna odločitev diskvalifikacija. Ne da bi to kaj bistveno spremenilo potek dirke, rezultat kot sam, a v prihodnosti bi se lahko kdo na to zgovarjal. Poglejmo samo drugi svež primer iz te sezone, vezan na športni pravilnik, ko so komisarji po lastni presoji pri nevarnem vračanju pri menjavi pnevmatik Charlesa Leclerca nazaj na tisti fast lane, mu dali njemu oziroma ekipi 5000 evrov kazni, namesto da mu bi dali časovni pribitek, kot veleva pravilnik. Pač kazen se jim ni zdela ustrezna in uporabili so zanko v športnem pravilniku, ki jim dovoljuje uporabljati kazni iz kodeksa. Vse lepo in prav, nič proti, a FIA se je odločila, da ta njihova odločitev je lahko precedens za vnaprej, da bojo ekipe nevarno spuščale bolide, kaj je njim 5000 evrov, in tako spremenila svojo odločitev in ukazala, da se morajo v tem primeru striktno držati pravilnika. Pravilna odločitev, a bistveno pozna. O tem sem tudi govoril v posebnem prispevku, bližnjico dobite seveda v opisu tega in drugih primerov, katere sem obdeloval. Na koncu imamo še mednarodni kodeks. Mednarodni kodeks naj bi zajemal vse tiste primere, ki niso določene v prvih dveh. Kar je nekako logično, je splošna zadeva v angleščini in francoščini. Tudi sankcije so določene zelo prosto, piše, kaj lahko dajo, ne piše višine, ni važno. Uporabljalo naj bi se, po mojem mnenju, v primerih, kot je bil recimo tisti poskus pretepa med Oconom in Verstappenom, ko je Max dobil družbeno koristna dela, podobno Vernu v Formuli E, ko je zahteval od svoje ekipe, da njegov kolega naredi Piquejev manever in tako izogne varnostni avtomobil. V redu, dobili so jih, kaznovali skladno s tem, nimam nič proti. A problem je, kot sem povedal, ko določila, ko sankcije iz tega kodeksa uporabljajo za kršitve športnega pravilnika. Da bi bile sankcije oziroma odločitev komisarjev v prihodnosti boljše, je moje osebno videnje to. Prvič, kot sem povedal, obravnavati bi morali čim več spornih primerov, ukolikor ugotovijo, da je vse v redu, to tudi jasno povedati. In drugič, ko pride do sankcij, uporabljati tiste sankcije, katere so zapisane v pravilniku, ne iskati bolj primerne sankcije v drugih pravilnikih. To bi pomenilo na koncu manj problemov, manj diskusij in vsi navdušenci bi bolj imeli radi ta šport. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.